Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Župan za vas. Gost današnje oddaje je župan Mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anželj, s katerim se bomo pogovarjali o proračunu za leto 2026 in pa tudi napovedali dogodek, slovesno zasaditev japonskih češenj. Gospod župan Mestne občine Murska Sobota, Damjan Anželj, lepo pozdravljeni in dobrodošli pri nas. Hvala, lep pozdrav tudi vam. Torej, proračun mestne občine je bil obravnavan na zadnji seji mestne občine in je eden večjih v zadnjih letih. Pomembna značilnost proračuna je tudi visok investicijski del proračuna. Pri tem naj omenimo največje investicije v tem letu, od prenove delavskega doma, potem tribune, fazanerija, dokončanje prenove strehe na osnovni šoli 3, pa vse do enega najpomembnejših nekako razvojno-gospodarskih projektov v regiji, to je tehnološko-kompetenčni park ob Soboškem jezeru. Vse to kaže nekako, da občina daje velik poudarek na dolgoročni razvoj mesta. Ja, prav ste povedali, tako je. Letošnji proračun je v višini 30,7 milijona evrov, kar je eden večjih. Predvsem pa je bilo pomembno, da smo želeli, da je proračun realen. Se nič nam ne pomaga, da damo vse želje proračun, ga nekako uspemo izenačiti tisto odhodkovno stran in že vnaprej vemo, da določeni projekti se ne bodo izvedli. Tega nismo želeli. Želeli smo, da je proračun realen, da so notri tisti projekti, na katere potem ljudje, občani in občanke tudi lahko računajo. Moram pa ob tej priložnosti povedati, da vse štiri, to je zdaj četrti proračun, ki smo ga sprejemali v mojem mandatu, smo nekako uspeli sprejeti z visoko mero razumevanja tudi mestnih svetnikov, ki razumejo situacijo. Ni neka kritična, ampak ima pa vedno vsak proračun neke svoje izzive, ker je želja veliko več, kot je danih možnosti. Torej tudi nekateri projekti izvirajo že iz prejšnjega mandata, pa smo jih potem izvedli v tem mandatu. Tudi v prvem letu mojega županovanja smo zapirali tiste projekte, ki so že bili nekako v teku, tako da vse to potem tudi postavlja določene izzive mestni upravi in ob tej priložnosti tudi moja zahvala za požrtvovalno delo, kajti proračun ni enostavno sestaviti glede na vse potrebe, glede na vse želje občanov in občank ob omejenih možnostih. Zdaj, značilnosti mogoče tega zadnjega proračuna, če jih malo izpostaviva, so ta, da je več kot polovica dejansko sredstev gre za zakonske naloge. Tukaj mestna uprava oziroma župan nima nobenega vpliva, to so naloge, ki jih občina izvršuje nekako po zakonu. Sredstva zagotavlja država preko povprečnine, glavarnine, ampak tukaj ugotavljamo že vsa leta mojega županovanja, da je mestna občina kljub temu podfinancirana glede na vse naloge in pa na sredstva, ki jih prejme. Dejansko so podfinancirane vse mestne občine. Na to tudi opozarjamo vlado in neke stvari se premikajo. Verjamem, da v prihodnje mogoče se res potem najde neka formula, da izenači, se pravi, te naloge, ki se nalagajo in pa sredstva, ki so za to namenjena. Tako da polovica 16 milijonov gre za te zakonske naloge, tukaj so javne gospodarske službe, izobraževanje, potem vrtci, cestna infrastruktura in tako naprej. Se pravi, tukaj nobenega vpliva nimamo, kako jih razporejati. Potem pa ostane tisti drugi del, ki ga moramo razporediti med investicije in pa med naloge, ki sicer občini po zakonu ni nujno opravljati, kljub temu pa so zelo pomembne za občane in občanke. Naj samo povem, da pač med te naloge spadajo razni razpisi za društva, potem štipendije, mestni avtobus Sobočanec, javna dela, razpisi na gospodarstvo, enkratna pomoč ob rojstvu otrok, pomoč staršem, se pravi prvošolčkom. Se pravi, to so naloge, ki jih zakon ne nalaga, kljub temu pa občanom in občankom veliko pomenijo in na nek način s tem tudi pomagamo. Tako da teh sredstev je v tem proračunu nekaj čez 3 milijone. Potem pa je 10 milijonov sredstev za investicije, tako v mestu kot v primestnih naseljih.
Tukaj je mogoče pomembno povedati tudi, da smo v teh 10 milijonov, čez 6 milijonov sredstev dejansko dobili na trgu, torej preko razpisov evropskih ali državnih sredstev v celem tem našem 4-letnem zdajšnjem mandatu, pa je teh sredstev nekaj čez 20 milijonov, torej smatram, da smo kar bili uspešni pri črpanju teh sredstev, ki se jih da dobiti preko raznih razpisov. Velik del investicij je tudi financiran iz zunanjih virov, se pravi, pri tem je pomembno, da poudarimo, da v tem letu 2026 ni načrtovanega novega zadolževanja, kar pomeni relativno stabilno finančno politiko. Tako je, v tem letu bomo odplačali 1,5 milijona evrov, kar potem tudi seveda nam daje večjo neko možnost pri naslednjih projektih, pri naslednjem zadolževanju. Ja, vedno pazimo, da je to zadolževanje dejansko vzdržno, po podatkih, seveda, ki so preverljivi in številke so golo dejstvo, je Mestna občina Murska Sobota med mestnimi občinami med najmanj zadolženimi, prav tako pa med vsemi občinami, pa v tistem spodnjem delu, tako da dejansko za investicije se je potrebno zadolževati, kajti denar tudi pogosto tisti, ki je že zagotovljen, ga dobiš šele po sami izvedbi investicije, torej zalagaš lastni denar, da sploh lahko investicijo izvedeš in potem dobiš seveda ta del povrnjen. Tako da vedno gledamo seveda na to finančno vzdržnost, da tudi ne prihajamo v neke likvidnostne težave, kajti mi zagotavljamo sredstva tudi za plače vzgojiteljicam, pomočnicam, javnim zavodom, javnim podjetjem, tako da dejansko ta cikel je zelo pomemben, da imaš dovolj sredstev na računu, da lahko potem tudi nekako stvari normalno tečejo, seveda za investicije ali pa za tisti manjko, ki ga nekako moraš zapreti, pa potem se najemajo tudi krediti. Dejansko delujejo vse občine po podobnem principu, je pa res pomembno, smo zelo previdni pri tem zadolževanju, da ne bi prišli v neke potem velike težave pri vračanju teh kreditov. Pomemben poudarek je tudi na infrastrukturi in pa tudi razvoju, se pravi, pomemben del proračuna pa je namenjen tudi sociali in javnim storitvam. Ja, tako je. Glejte, Mestna občina seveda velik poudarek daje že vsa leta tudi na tem socialnem področju, kajti zelo pomembno se nam zdi, da so ti standardi zelo visoki, namreč družba se tudi stara, vse več imamo starejše populacije, recimo pred 20-30 leti je enkrat več rojstev bilo v Sloveniji, tudi ta podatek je dovolj zgovoren in seveda je potrebno tudi na to razmišljati, zato nekih sredstev na tem socialnem področju nismo zmanjševali. Bo pa to vsekakor tudi potem tistih 3 milijone, ki so naloge, ali jih imaš ali jih nimaš, se bo pa seveda tudi v prihodnje postavljalo vprašanje, koliko smo še zmožni financirati neke take, če povem, tudi nadstandardne stvari ob vseh seveda izzivih same infrastrukture. Moramo se zavedati, da vodovodni kanalizacijski sistem je dokaj zastarel. Seveda imamo tudi naša primestna naselja, ki imajo prav tako svoje neke potrebe. Sam sicer ocenjujem, da so vaško-gasilski domovi in pa ta športna infrastruktura, ki so po primestnih naseljih v kar zelo dobrem stanju, torej tudi obnovljene ali pa na novo zgrajene. Že pa se kažejo neke težave tudi v cestah, se pravi bojo preplastitve, tu so vaška pokopališča, mestno pokopališče, se pravi veliko nekih izzivov nas čaka tudi v prihodnje, zato je prav, da nekako tudi potem te investicije razvrščamo prioritetno, tisto, kar je za ljudi bolj nujno in ki zadeva večje število populacije, seveda tiste neke, če se izrazim, bolj luksuzne, neke želje pa potem malo čakajo. Tudi gasilski dom v Murski Soboti je eden od takšnih, ki je dejansko v slabšem stanju in ki nekako je upravičen obnove ali zgraditve novega potem Hartnerjeva vila, še čaka tudi na obnovitev, pa še bi se našlo seveda več takih nekih projektov, ki bojo tudi v prihodnje izziv in ki čakajo na vrsto. Jaz verjamem, tako kot so tudi Delavski dom, TVD Partizan,
neki ti projekti, ki so končno prišli na vrsto in so tudi bili v neki čakalnici, bojo tudi vsi ostali projekti prišli na vrsto. Potem, če se preusmeriva na področje dogodkov, seveda na koncu naj zaključimo z napovedjo pomembnega tudi dogodka, recimo, ki se bo odvil v mesecu marcu, to je praznik japonskih češenj ob Soboškem jezeru, ki vključuje slovesno zasaditev japonskih češenj. Praznik je simbol prijateljstva in trajnih vezi med različnimi kulturami. Kaj vključuje vse ta dogodek in kako je ta dogodek pomemben za Mestno občino Murska Sobota? Ja, naš častni občan Yukio Mori in seveda njegova soproga Keiko sta zelo velika prijatelja Murske Sobote, tudi veliko časa preživita čez koledarsko leto v Murski Soboti, kjer imata tudi stanovanje, in ona dva sta Murski Soboti takrat poklonila ta nasad japonskih češenj ob Expanu, seveda pa vsako leto dodamo še eno novo, tako da tudi letos 28. marca bo prireditev pri Expanu, zasadila se bo še ena japonska češnja, bo pa to odprt dogodek tudi z japonsko kulinariko in jaz vabim vse občane in občanke, da se dogodka udeležijo. Na poskušenju bojo različne japonske jedi, tudi pijače in seveda en dogodek, ki mogoče tudi naznanjuje pomlad, ki prihaja in ki enostavno bo tudi zaživelo dogajanje tako v mestu, kakor tudi ob Expanu in seveda, kot sem povedal, vljudno vabljeni, da vsi skupaj nekako tudi damo nek pomen temu dogodku. Bi še na koncu kaj izpostavili? Ja, ker je minil praznik žena, seveda bi še enkrat čestital vsem ženam. V današnjem času ta dogodek nekako povezujemo s cvetjem, z manjšimi pozornostmi, darili. Pozabljamo pa na prvotni pomen, se pravi enakopravnost, pravice žensk in dejansko niso povsod še tudi na vzglednem nivoju, bi pa dejansko vsak dan moral biti ta praznik, tako da še enkrat iskrene čestitke. Mogoče bi pa izkoristil še to priložnost, da bi občane, občanke informiral, tisti, ki uporabljajo platformo Facebook, namreč pojavi se lažni profil, ki se izdaja za župana Mestne občine Murska Sobota, dejansko kopira vse vsebino iz tiste pristne strani, ki ni oseba, ampak je definirana kot stran. So me pa občani obvestili, da tudi potem vzpostavi kontakt preko Messengerja in ponuja različne subvencije, denarne spodbude občine. Jaz moram tukaj povedati, da občina nikoli ne posluje preko socialnih omrežij. Občina je resna institucija in dejansko se ve, kako tudi po vseh pravilih zakonodaji nekako občina posluje, zato naj občani nekako ne nasedajo in ne sprejemajo prijateljstva. Mi smo vse inštitucije pristojne že o tem obvestili, tako Meto družbo kot tudi organe pregona. Jaz upam, da kmalu bo ta profil izbrisan, da ne bo nekega zavajanja, ampak še enkrat, občina nikoli ne posluje po socialnih omrežjih in dejansko prosim občane, da niso naivni in ne nasedajo na takšne neke novodobne finte. Gospod župan Mestne občine Murska Sobota, Damjan Anželj, hvala vam za ta pogovor. Mi pa se vidimo spet prihodnji mesec, da boste nam povedali nove aktivnosti in dogajanja v Mestni občini Murska Sobota. Hvala za povabilo in vse dobro. Gledalke in gledalci, spremljali ste oddajo Župan za vas. Lep pozdrav.